O sebi. Jaz sem tih in srednje velik fant. Samujem za ozarami časa. Dan, noč, reka in žena so stene moje male koče, morski pesek, borna tla. Dolgi dekliški lasje, moj sorob. 5-krat na dan grem z doma, da se nagledam oblakov, da se načudim polju in 3-krat brez namena. Sem tih in srednje velik fant. Vsak dan sem večji. Kmalu mi bo mala koča za ozarami časa pretesna. Dobrodošli danes vsi v rubriki CV intervju. Pa bi kar na samem začetku predstavil naša današnja gosta. Danes v tem intervjuju gostimo slovensko pisateljico, dramatičarko in profesorico Magdaleno Cundrič in pa slovenskega pesnika, pisatelja, dramatika ter jezikoslovca Valentina Cundriča. Oba prihajata iz Gorenjske, natančneje iz Jesenic. Magdalena Cundrič se je rodila 5. januarja leta 1946 na Bledu in je bila kot profesorica zaposlena na gimnaziji Jesenice. V letih 2002 in 2003 pa je bila tam tudi ravnateljica. Pisati je začela leta 1986, njen prvenec pa je bil roman Ambis. Do leta 2007 je nato pisala kratke zgodbe in igre, ki jih je objavljala v literarnih revijah. Njena igra z naslovom Abraham v vesolju je bila predvajana tudi na Radiu Slovenija. Poročena je s književnikom Valentinom Cundričem. Valentin Cundrič se je rodil 14. februarja 1938 na Polšici pri Bledu. Njegov literarni opus obsega 140 izdanih del. Od tega 96 pesniških zbirk, 17 proznih del, 2 drami, 4 zbirke aforizmov, 7 knjig o jeziku, 4 knjige otroških pesmi in 6 tekstov za razmislek. Leta 2011 je prejel plaketo častni občan mesta Jesenic. Pa bi kar prepustil sedaj besedo njima in začel z vprašanjem. Pa prav en lep pozdrav obema. Pozdravljam. Pa bi vprašal, recimo, gospod Valentin, kako je bilo odraščati na Gorenjskem med in takoj po vojni? Med vojno bi izpostavil dvoje dogodkov. Leta 1942 je umrla moja mlajša sestrica. Mlajša rečem zato, ker sem imel do tedaj 2, obe starejši. Se pravi, ta, ki je umrla, je bila 1 leto starejša od mene in sicer je prišlo do tega žalostnega dogodka tako, da so otroci na vrtni njivi pobrano fižolovje kurili in najstarejši je bil star 10 let, najmlajši pa 3 in so čez tisti kres skakali. In je sestrica padla v tisti ogenj, se je opekla in je potem na Golniku umrla. To je en dogodek, ki me spremlja skozi življenje. Drugi pa, da ne bi vedel natančno povedati točno datuma, kdaj in kako, samo naročili so mi, naj gledam od Cundrške hiše dol mimo sosedove hiše, po tisti cesti, ki so ji celo rekli pomestno, po ulicah gor in po ulicah dol. Naj stojim in naj gledam, kdaj bodo prinoreli Nemci
ker je bilo napovedano, da bodo vas izselili. In bi tudi jo, vendar so trije pogumni, bom rekel, partizani, so prestregli tisti avto, ki je peljal proti Celovcu, vso dokumentacijo in tako naprej, in potem nas niso selili. Se pa, bi rekel, zelo dobro spomnim, kako sem mirno stal in na vsakih 5 minut povedal, še ne gredo. Ja, še ne gredo. Zanimivo pa je, da v 1. razred sem šel jeseni leta 1944 in smo imeli v Gorjah 1. razred v slovenskem jeziku, ne v nemškem. To je tudi zanimivo. Seveda je bolj žalostno kot zanimivo, da sem 1. razred izdelal tako rekoč skoraj slep in da učiteljica potem na koncu leta mi ni hotela dati spričevala, ampak je mama zahtevala, naj mi ga da, če znam. Ja. No, in potem v tistih počitnicah, ki so sledile, to je bilo po osvoboditvi leta 1945, sem imel 2 očesni operaciji in sem v 2. razredu, prej naj bi bil odpadnik, potem sem bil pa najboljši v razredu. To bi glede teh ranih otroških let. Se pravi, je bilo res razburkano to obdobje. Tisto po ulicah gor pa po ulicah dol, pa sklepam, da je ta, bi rekel, mestni prizvok, ker je na Poljšici je imel škof, ki je bil lastnik Blejskega gradu, od 1004 je bil frajzenški škof, je bil lastnik gradu in na tem gradu ni bilo nikoli graščaka, ampak je bil škof, ki je imel v svoji lasti tudi Blejski otok, ki ni sodil pod Faro, ampak je bil ta otok, je bil Proštija. Prošt je bil, je tam imel svoje ceremonije in lastništvo in ta Prošt je imel seveda tudi svoje Lačane na Mlinem in v Sevinjah pri Zasipu in podobno. Zdaj, da se vrnem tam po ulicah gor pa po ulicah dol, tisti škof z Blejskega gradu je imel na Poljšici svoj vikend, svoj dvorec, ki je bil, pravijo, da so bili 4 taki dvorci, kot so še Grimšče, da je bil v Sebenjah, tam, kjer je grobnica in cerkvica, da je bil tudi ta dvorec, potem v Spodnjih Gorjah in seveda na Poljšici. Na Poljšici je pa vas in pa dvorec, vse je zgorelo, ko so Turki napadli vas. Poljšica je zaradi tega dvorca imela poseben status, je bila tako rekoč povsem samostojna občina in je Urbar hranila v škofovem dvorcu in je seveda ta Urbar je pogorel. Zato je o Poljšici nekoliko manj znanega, kot bi lahko bilo in kot je o drugih vaseh. Zdaj, če pogledamo Poljšica pa Gorje, Gorje so sodile pod Oglejskega patriarha, dokler je ta bil, medtem ko Poljšica, če je imel frajzenški škof, tam dvorec,
potem ni sodila pod oglej. Ne. Za spomin, da so gorje sodile pod oglej, je v Gorjanski farni cerkvi na stranskem oltarju kip svetega Hieronima. Zanimivo pa je, da je tudi kip svetega Valentina. Zakaj pravim zanimivo? Ker je na Blejskem gradu bila tudi kapelica svetega Valentina. No, pa bi zdaj še vam postavil, gospa Magdalena Cundrič, vprašanje. Sprav, kako je bilo odraščati na Gorenjskem takoj po vojni, glede na to, da ste rojena leta 1946? Ja, glede na to, da sem po vojni rojena, se seveda vojne ne spomnim. Moram pa povedati, da, kako naj rečem, moja mama je bila izgnana v Nemčijo, v Gunzenhausen. Tam je srečala belgijskega taboriščnika, Jozef Engelbert, in prišla domov noseča z mano. Torej, jaz imam očeta Belgijca, vendar se potem, ko je bilo to konec vojne, nista več pač slišala in ali si dopisovala. Življenje, kaj jaz vem, bila sem nezakonska hčerka, bilo je takoj po vojni, mama je pač prišla iz taborišča, nekako je dobila eno stanovanje, potem se je zaposlila v železarni Jesenice, mene je dala v vrtec na Jesenicah in takrat je bil še vrtec ves teden. Tako da me je zjutraj v ponedeljek pripeljala in v soboto me je potem prišla iskat in potem sem do ponedeljka bila pri njej doma. Seveda sva bili revni, nisva si mogli veliko privoščiti, no, kasneje, 3 leta kasneje, sem dobila tudi brata, ki je bil tudi nezakonski, tako da je imela mama potem, je morala za 2 skrbeti. Mi je pa vedno omogočila, kljub temu, da ni imela denarja, mi je omogočila in me vzpodbujala pri študiju. Tako recimo, ko so moje prijateljice z Bleda, iz Zake, 2 sta šli v gimnazijo, jaz nisem imela nobene takega talenta izoblikovanega, da bi rekla, grem kam drugam. Sem pa šla tudi na gimnazijo jeseniško, jo naredila in potem, ker je šla ena prijateljica študirati jezike, sem šla še jaz, čeprav recimo tudi nisem bila ne vem kako nadarjena za jezike, ampak sem dokončala. No, kasneje sem si potem rekla, da že ko sem učila na šoli, se mi je zdelo, da imam preozko znanje, da rada bi ga razširila in sem se vpisala na Vekš, je bila dislocirana enota v Kranju, tako da sem naredila še prvo stopnjo Višje ekonomsko-komercialne šole Maribor, kar mi je pa zelo prav prišlo potem, ko sem postala vodja družboslovno-jezikovne in zdravstvene usmeritve, to je bilo 4 leta, in pa kasneje 1 leto potem še ravnateljica, ker taka računovodska znanja v tem poklicu pridejo zelo prav. Taka je bila pravzaprav moja življenjska pot. Zelo moram reči, mama je hodila v službo na Jesenice z Bleda in sva midva z bratom bila vse dneve sama doma. Živeli smo tik nad jezerom, tako da sva se šla kopati že maja ali pa aprila, v naravi bila skozi, plezala po drevju in tako naprej, za razliko od današnjih otrok, pa tudi potem mojih otrok in mojih vnukov, ki jih ne upamo pustiti nikamor, ne same, mislim, sem bila jaz resnično popolnoma svoboden otrok, imela sem pa srečo, da se mi ni nič zgodilo. Ja, Bled je res izredno čudovit, tudi jaz se spomnim svojega otroštva, ko sem tam preživel. Zdaj pa, če se osredotočimo kar na vajino ustvarjanje,
Pa bi gospoda Valentina vprašal, če nam lahko pove kaj o svojih teh pesniških začetkih. Gospod Valentin, opazil sem oziroma prebral sem, da ste začeli že izredno zgodaj ustvarjati. Moja prva objavljena pesem, se pravi tiskana v reviji Mlada pota, je bila oktobra 1955. Potem, čez pol leta, je bil nek razpis za najboljšo pesem in podobno. In sem pri tistem razpisu dobil prvo nagrado. To je bila pesem Dete in oblak, ki je tudi uglasbena. Lahko poveste, kdo je v glasbo? A veste, da to najdete na Kobisu. Na Kobisu. Super, super. Ker tudi do nedavnega nisem vedel, da je uglasbena. Ker karkoli se je kaj takega zgodilo, mi kdor je vedel, ni povedal. Razumem. Ja. No, potem pa, ko sem šel študirati v Ljubljano, sem tako rekoč, bi rekel, se vsak dan motovilil na uredništvu Mladih potov, pa ne sam, še kakšni drugi. In sem spet dobil leta 1959 prvo nagrado in pa, bi rekel, nekam ene čudne take možnosti so se mi odpirale. Tako sem recimo vsako sredo sem hodil na obisk k Antonu Vodniku. Sicer je bil pesnik v izolaciji, ampak jaz sem svobodno govoril, da sem se pri njem učil modernejšega pesništva, ker sem za nekaj hipov sem opustil neko klasično obliko, v katero sem se pa potem ponovno vrnil. No in bi rekel, to okolje Antona Vodnika mi je navrglo še eno čudovito doživetje, ko sem bil povabljen na njegovo 60-letnico leta 1961 in tam so bili Anton Vodnik z ženo, France Vodnik z ženo, Edvard Kocbek z ženo, potem Fran Albrecht z ženo, Cene Vipotnik z ženo in pa Stane Kregar. In so me, bi rekel, obravnavali čist kot nekaj sebi enakega, če tako rečem. Saj Dora Vodnikova mi je celo pravila sinko. Ja. Zanimivo. Je rekla Antonu Vodniku, možu, je rekla, to je zdaj najin sinko, ker njuna hči se je pa poročila tam nekam v Kanado in nekam prav daleč na en zahod, da je z letalom prihajala v prvo mesto, ampak še zmeraj v podeželje. Ja. Gospa Magdalena, vi ste pa kar razmeroma pozno začeli ustvarjati, Sem zasledil, da ste bila stara 40 let, se pravi leta 86 ste začeli tiste svoje prve, kako bi rekel, prve začetke. Bi nam lahko malo tako opisali? Zakaj tako pozno? Tako je. No, kot sem že omenila, kakšno otroštvo sem imela. Bila sem popolnoma brezmejna, bom rekla, svobodna. Nihče me ni oviral, po cele dneve v naravi. No in potem sva se poročila, seveda prišli so otroci
Problem je bil pa v tem, saj to je bilo zelo za mene dosti aktivno življenje. Je pa bil problem v tem, da je mož zbolel, oči ves čas, operacije, delna slepota, popolna slepota, pa spet malo več vida, hrbtenica, bolnice in tako dalje. No in seveda z njim nikamor nisva mogla hoditi, ni bilo takega aktivnega življenja, ker jaz sem resnično drugačen tip. Jaz recimo imam rada naravo, imam rada hribe, hodila bi naokrog, on ni mogel. Ampak sama pa tudi nisem mogla. Otroka, dekleti sta odrasli, počasi šli, kaj pa zdaj, kaj naj s svojim življenjem? Šola, sem jo imela rada, ampak še zmeraj mi je bilo, zelo sem aktivna in mi je bilo premalo. In sem pač zapolnila tisti čas s tem, da sem začela pisati. Spomnila sem se zgodbe pač svoje tete v Avstriji, kateri sem hodila vsake počitnice, ona je pobegnila po vojni v Avstrijo s svojim možem in pol ni mogla več nazaj in tako naprej. V glavnem sem to zgodbo potem opisala, so me pa, ne da bi jaz čutila sama, ne vem, nujo, da pišem. Enostavno sem iskala, kaj naj počnem in videla razpis. Razpis za roman, Prešernova družba. Sem rekla, pa poskusimo zdaj še to. In sem pač napisala to zgodbo in bila vsa presenečena, ko sem dobila potem rezultat, da je roman izbran. No, to je bila pa potem spodbuda naprej, da sem poskušala še malo in da si tudi sedaj v bistvu zapolnim ta čas, ko se sprašujem, sedaj, ko sem upokojena, kaj pa naj s svojim življenjem. Ali naj sedaj tukaj sedim pa štrikam, ker tako ne znam, pa me tudi ne zanima. Ali naj samo televizijo gledam, pa kakšne telenovele, to me tudi ne zanima, in bolj, da kakšno svojo napišem. Seveda, ja. Je mogoče na vas vplival tudi vaš mož? Ne, ni vplival, ker sva si tako različna. On je, jaz v bistvu ne razumem njegovih pesmi, za mene so pretežke, ampak glede na to, da je tako hiperproduktiven, dejansko njegovo celo življenje je samo pisanje, nič drugega in se veliko nabere. Meni je bilo pa hudo, ko sem videla, recimo, da so se mu zaprla vsa vrata in da ga nihče več ni hotel izdajati. Tudi na osnovi tega, da je hiperproduktiven, kaj pa zdaj. Jaz sem rekla, jaz pa mislim, da ima vsaka stvar, ki jo ustvariš, neko vrednost in je škoda, da jo odvržeš, pozabiš, zakuraš in tako naprej. In sem vedno zbirala njegove pesmi in sem delala sama knjige. Ne samo, da sem jih sestavljala, naučila sem se po računalniku postaviti knjigo, lektorirala sem jo, potem sem jo pa tudi naredila s platnicami vred in knjižnicam ponudila in so knjižnice tudi vzele po nekaj izvodov teh knjig, tako da je kar precejšen del samozaložbe mojih knjig, da sem jih jaz sama naredila. Jaz sem potem tudi svoja vnuka, ko sta bila stara 8 pa 9 let, naučila delati knjigo. In smo napisali knjižico, kako sam izdelam knjigo, tudi v angleščini. In to je bil pa tudi razpis projekta kulturnega na jeseniške občine in sem pač rekla, zakaj pa ne bi mi poskusili ta naš projekt prijaviti. In smo ga prijavili in dobili prvo nagrado, tako da je tudi kot video je posnet, kjer sem fanta oba dva, imam tudi CD. To sem zasledil, ja. Na YouTubu. Se je na YouTubu, tako da smo to ustvarili. Sem bila malo razočarana, ker na gimnaziji pa na šolah niso pokazali kakšnega posebnega zanimanja. Ni denarja nikoli bilo za to, da bi izdajali knjige. Pa to, kar otroci napišejo, dobro, ne boš pošiljal na založbo. Lahko bi pa šola sama se potrudila, pa bo otroke zbrala v en krožek, da bi sami delali take knjižice. No,
No, tako. In moja ta pot je pisateljska ta, da predvsem na razpise. Aha. Če smem pripomniti, Seveda, seveda. Kar. pesem, ki sem si jo zapomnil, sem bil star 8 let, ki sem jo napisal o ptičku. A jo smem povedati? Seveda, z veseljem. Z veseljem. Po kaj si prišel ptiček k meni, ko na vejici čepiš? Daj mi željo razodeni, se bojiš, ko le molčiš. Moje okno je odprto, da v sobo poletiš, če te je življenje strto, kadar hočeš, odletiš. S pevom vabi me čarobnim, a nikdar ne prileti, družiti s hudobnim svetom, ptiček se boji. Bravo, super, res. Pri 8 letih. Ja, No, res. tukaj se vidi Gregorčičeva šola. Ne. S Simon pevom Gregorčič. vabi me čarobnim. Ne. To je Gregorčič. Ja, meni je tudi on najljubši slovenski pesnik. Tudi moram priznati. No pa njegova zlata knjiga poezije tudi ne bi išla, če je ne bi založil nek slovenski izseljenec. Ja. Pa bi kar nadaljeval. Zdaj, oba sta slavista. Jaz sem, da popravim, Ja? germanistka. Germanistka. Ja. Se oproščam. Angleščina, nemščina. Aha, ok. Gospod Valentin, vi ste študirali pa delali na pošti. Kako je zdaj to ustvarjalo, recimo, kako je to vplivalo na vaše ustvarjanje? Da ste študirali in pa delali na pošti? Takole bom rekel. To stvar je treba pogledati z dveh plati. Za 1 leto po maturi sem se moral zaposliti, ker nisem imel urejene štipendije in ne stanovanja v Ljubljani. Se pravi, da tisto leto, ko sem šel v službo, sem šele naredil, bi rekel, veliko maturo. Dozorel. Aha. Ja, sem dozorel. Zato sem se pa potem lažje, ko sem se vpisal na slavistiko, sem se lažje gibal, bi rekel, med vsemi temi frakcijami. Ne? Ja. Razumem, ja. Ko je pa recimo na vaše ustvarjanje to vplivalo, gospa Magdalena, ta študij germanistike? Ima kakšne vplive? Jaz tako nisem ustvarjala prej. Ne, mislim, ampak ima kakšne vplive, ko ste začeli? Recimo, Ja, ta študij? edin toliko, da sem si do zdaj že 3 knjige prevedla v angleščino, sem jih dala na Amazon. No, super. In sem tudi dobila nekaj ocen in tako naprej. Zdaj se mi pa romanov več ne ljubi pisati, pa sem iz teh romanov, ki sem jih v angleščini, to so 4 romani, se mi zdi, v angleščini sem pa začela movie script, se pravi filmski scenarije pisati, tako da sem si 2, ampak v angleščini. Ker so tudi razpisi, ker sem polna na razpise v angleščini, za movie script, enega sem že poslala, enega pa še bom. Seveda ne pričakujem, da bo ne vem kaj, ampak oceno bom pa sigurno dobila neko, koliko je v redu in koliko ni v redu. Bolj mi ležijo scenariji, kot pa recimo romani. Zaradi tega, ker jaz zelo dolgočasno mi je opisovati gibe, to, kako pogleda kam in vse detajle. Bolj me vleče sama zgodba, kaj se dogaja. Kako se pa to dogaja, pa bi jaz imam občutek, da bi moral bralec sam si predstavljati malo kakšno stvar, ne da mu vse natančno opišeš. No in ker mene bolj vleče zgodba, pa dialog, kot pa samo opisovanje, mi ta zvrst zelo leži. Sedaj tudi ugotavljam in jaz mislim, do smrti bom samo to delala. Se pravi, naši gledalci grejo brez problema na Amazon, kjer se dobi vaše knjige v tiskani in v Kindle formatu. V Kindle, niso pa tiskane. Ja.
Aha, Ja. zanimivo, ja. Tako da, zdaj pa bi še postavil tako eno bolj osebno vprašanje. Kdaj ste se spoznala, poročila in pa če lahko našim gledalcem poveste še kaj recimo o svojem skupnem zakonskem življenju, zakonu, pa ne vem, komu damo prednost, Valentinu ali Magdaleni. Jaz bom začela, kako smo Dve se ženske spoznala. imajo prednost. Ja. Moj mož je starejši od mene 8 let. On je bil na Polšici doma takrat, jaz pa v Zaki takoj pod postajo. In jaz in moji dve prijateljici smo se vpisali v gimnazijo na Jesenice in vsako jutro šle na postajo in se vozile na Jesenice v gimnazijo. Pol pa nekega lepega dne pove ena od prijateljic, lej, poglej ga tega tamle, to je pa profesor, slavist, pejmo tja, pa dajmo se malo z njim začeti pogovarjati. In seveda smo šle, jaz sem bila pa zmeri zelo plašna, pa ne samozavestna, pa tako naprej, jaz sem bila kar od zadaj. Oni dve prijateljici sta pa takoj z njim, to je bil seveda Valentin Cundrič, in takoj z njim v pogovor in potem smo se vsak dan vozili skupaj na vlaku na Jesenice. Bila sem stara takrat 15 let. No, in potem je pa povabil najprej eno prijateljico v kino na Bled. Pol čez nekaj časa je povabil drugo prijateljico v kino na Bled. Ja, pa sem bila pa jaz na vrsti in nekako obstala. Tako da sem bila stara 16 let, ko smo midva začela hoditi skupaj in se spomnim, da so potem gledali, on je učil na Prežihu, jaz sem hodila v gimnazijo, ko je zraven, in če je šel kje po poti mimo gimnazije, so vsi gledali ven pa mi rekli, glej, Cundrič gre, a ne? Nekoč sva se pa sprehajala za Savo in se držala za rokce in je prišel moj profesor slovenščine Škrl Bratko in je me videl, to je bilo v nedeljo popoldne, v ponedeljek zjutraj me je pa vprašal, takoj prvo me je vprašal pri slovenščini in nisem nič znala in mi je dal cvek. Aha, zanimivo. No tako, in potem pač ena hčerka bila rojena, potem 5 let zatem je bila druga hčerka rojena. Zdaj imata hčerki že tudi, ena hčerka ima 2 hčerki, druga hčerka ima 2 sinova, tako da sva imela 4 vnuke, s katerimi pa sva se zelo veliko ukvarjala. Posebno, jaz tako, da sem jih pazila pa skuhala, medtem ko je pa Valentin, je pa jih z njimi sestavljal pesmice. In iz tega je potem tukaj od zadaj sem izdala, jaz naredila knjigo pesmic, ki sta jih fanta, pa potem kasneje tudi deklici, pod njegovim mentorstvom pisali. Razen tega, to so pa tudi, lahko ostanem pa grem, vi kar sedite, ja, so pa osnovna šola Franceta Bevka v Tolminu vsako leto razpiše natečaj hajkujev. In na ta natečaj sem jaz prijavila to, kar so oni med poletnimi počitnicami, ki smo jih vedno preživljali skupaj v Finidi, v prikolici. V Umagu, ja. Ja, in vedno so bile izbrane pesmi, tako da imam tukaj vse toliko teh zbornikov, v katerih so pesmi, zelo lepi hajkuji in to je bilo najino ukvarjanje z vnuki. Pri tem bi samo to dodala, da sem razočarana
v tem smislu, da učitelji slovenskega jezika na osnovnih šolah in srednjih šolah, ki dobijo razpis za ta lep natečaj, in tudi ni tako težko otroke pripraviti do tega, da povejo svoje misli, svoja doživetja, svoja čustva, da bi to zbrali in da bi jih v tem spodbujali, tako da se veliko šol ne udeležuje teh natečajev. Ja, nažalost, pa je škoda, ker prav na tem primeru, ki sva midva delala in tudi potem razne druge pesmice, kaj otrok zmore, če ga dober mentor spodbudi in malo vodi. Ja, res je. Ja. Podajmo zdaj še besedo gospodu Valentinu, da pove še Z druge strani, tako, kako je on to videl. Ja? Se pravi, kako sta se spoznala, poročila. Ja, stvari so potekale Po moško. po državnih zakonih. Aha. Ja. Ja. To je vse. Nimam kaj, bi rekel, takih pripomb. V glavnem sva zdržala drug z drugim 53 let. To je že pa res nekaj. lepa, mislim, lepa doba. Ne? Ja. Tako da. Ja, zdaj, vi, Valentin, ste zelo znan po svoji samozaložbi, vi, gospa Magdalena, pa isto. Ne? Tako da, in kako bi vprašal nekako, kaj pomeni, mislim, to ustvarjanje na provinci, ne? Se pravi, da si res čisto za vse sam, ne? Ja. In pa se moraš tudi za marketing boriti in tako naprej. Je kar ogromno truda pa dela, ne? Ja, moram reči, da nama predvsem je vedno šlo samo za ustvarjanje. In ko nekaj ustvariš, že vseeno bi rad svetu pokazal, rad bi pokazal, kaj si ustvaril. In iščeš potem način, kako. Zdaj, kot vemo, založbe ne, naše sploh, moram reči, da imajo nekaj imen, ki jih stalno objavljajo, drugi pa v bistvu ne pridejo zraven, redki pridejo zraven. Raven tako kakšne oddaje, literarne, ko imajo razne goste in tako naprej, tu se pojavljajo eni in isti ljudje. Včasih se mi zdi, da naša slovenska literarna kritika sploh ni zainteresirana za nekaj novega, za nekaj drugačnega in tako naprej, da je najbolj varno promovirati in spraševati in objavljati tiste, ki so že bili, ki so že preverjeni in tako naprej. Se pravi, da sploh ne grejo iz tistega svojega kalupa. Tako. Ampak vemo vsi, da je še ogromno neodkritih talentov. Seveda jih je. Tukaj je pa veliko vlogo ima seveda reklama, a ne? In sedaj nekaj drugega je, že tako bom rekla, a jaz napišem antologijo o Valentinu Cundriču ali bi jo napisal nekdo z nekim drugim imenom. Ta antologija bo gotovo manj verjetna, kot pa recimo, če bi bil nekdo drug podpisan. Pa čeprav je celoten pregled in tako naprej, se ne more biti ne vem kaj. Imam zelo osebno izkušnjo dobro. In sicer napisala sem roman, mladinski roman Čaj v parku. Takoj, ko nisem vedela, kam naj ga pošljem in sem ga poslala Mladika v Ljubljano, gospodu Mušiču, prepričana, da nič ne bo. In kar nekaj mesecev ali koliko ni bilo nobenega odgovora, potem sem pa le vprašala, kaj se dogaja. Ja, krasen roman, izdali ga bomo in tako naprej. Res so ga izdali, tudi edina druga založba, prva od Ambisa, pa ta druga, da mi je tudi plačala. Kaj se je zgodilo? Zaradi imena, da je išlo pri založbi Mladika, so vse knjižnice nakupile knjige in to v dosti velikem številu,
Razen tega so recimo potem tudi po šolah šole dale v branje otrokom in tako naprej. Recimo drug roman, zdaj sem tega pač Rebeka in Robert, za katerega menim, za katerega menim, da je ravno tako dober, če ne še boljši kot Čaj o parku, se takoj vidi, da ni založba več tista, ki bi privlekla, se pravi, imena vlečejo. Ne vsebina. Reference, nažalost, ja. Pa reference, ja. Tako da, zato pa se ne sekirava več midva in tudi, ko sva v samo založbi, zadnja leta sem pač plačala v Mediumu, da so naredili lepo knjigo, nekaj časa sem jih sama delala, kot sem rekla. In ko knjiga izide plačana, pa tako nismo bila za nobeno stvar. No, se pravi, edino za 2 knjigi sem bila potem plačana. Ampak ni nama za denar. Ja, razumljivo. Če iz srca ustvarjaš, z veseljem ustvarjaš, kaj? Se tista prava umetnost izhaja iz duše in srca, tisto za denar je nekako bolj površinsko. Saj se prileže, če je, ne? Ampak da bi pa rekla, da pa za to pa niti enkrat, ne. Tako je. Razumem, ja. Zdaj bi vas še vprašal, gospa Magdalena, glede na to, da ste bila ravnateljica, pa da ste, se pravi, ste poučevali slovenščino. Angleščino pa nemščino. Angleščino pa nemščino. Kako recimo ljudje gledajo na vas, ko vas srečajo recimo na cesti, kakšni bivši dijaki? Ja, zanimivo je to, ko te v svojem domačem okolju, kjer te poznajo pač že toliko in toliko let v neki vlogi. Jaz sem bila v vlogi učitelja in v vlogi vodje oziroma ravnateljice in ta vloga je še zmeraj tista prva. Ljudje enostavno ne vidijo v meni, da jaz tudi pišem, da tudi in nekako, ne vem, kot da bi to odklanjali, da me take pravzaprav ne sprejemajo. Tako da celo moja matična gimnazija, kjer sem res vse življenje preživela na njej, kot da ne pišem. Veseli smo drug drugega, ko se srečamo, ampak samo Magda, naša Magda, ker me vsi Magda, on je gospod profesor, jaz sem pa Magda, tako da se razumemo. In res imam dobre odnose, prijateljske odnose, samo ne smem omenjati kakšno pisanje, kakšnih romanov ali kaj takega. Zakaj je to? Mislim, to je, ne vem, tak in tak, kot da me v tisti vlogi ne vidijo in tudi ne sprejemajo. Ja, to je res zelo zanimivo, ja, ker že tisti stari pregovor pravi, prerok nikoli ni bil cenjen v domačem kraju. Ja. Nekaj takega. Nema profeta in patria sua. Evo, gospod Valentin, pa še za vas eno takole vprašanje. Sem opazil, da ste avtor zelo obsežnega opusa. A nam lahko poveste kaj več o njegovem ustvarjanju, urejanju, ker tako kot sem že na začetku povedal, predstavil našim gledalcem, imate ogromno ustvarjenih del. Kako recimo to na vas vpliva, kako je vplivalo ali pa še zdaj? No, glede na to, da sem imel recimo veliko bolezni tudi, ne, je bilo potem to ukvarjanje z jezikom in pisanjem, tudi reševanje iz te, bom rekel, čudne samosti. Ne. Ja. Sem pa pri svojem pisanju zmeraj, bi rekel, hotel zmeraj nekaj še, bi rekel, takega, da ni takoj vidno.
pri sonetnih vencih, sonetnih vencev, ne, Mhm. so 3 od teh so podvojeni, imajo dvojno kateno. Zdaj, tega ne bom razlagal, kaj to v bistvu je, ampak to pomeni, da ima ta venec vencev tako 15. Sonetni venec iz magistralov in še 16. sonetni venec iz magistralov. To je podvojeno. Zadnji je pa celo palindromni in pa, no, sploh se sam sebi čudim, kako da mi je uspel, ker sem ga pisal po leta 97, po operaciji glavkoma, ko pravzaprav še nisem imel takega vizusa, kot je potreben za nek razgled čez vso to besedišče. Ja, zanimivo, ker da ustvariš toliko del, je res fenomenalno. Pa jaz sem recimo zasledil tale komentar, ki mi je bil res izredno zanimiv. Sicer je v izvorniku v angleščini, ampak je preveden v se pravi slovenski jezik. Pa bi mogoče, da ne dam tlele fokusa nase, bi mogoče to dal gospe Magdaleni, da prebere ta res izjemen odziv. Niti predstavljati si ne morem, kako težko mora biti napisati samo en sonetni venec in paziti na vse tiste rime in pomene. Saj to je prava sestavljanka. Ampak, kako pa sploh lahko prideš na idejo napisati venec sonetnih vencev? Naš profesor pravi, da ga človek, ki jih je napisal 8, spravlja v grozo. In ne bi se mogel bolj strinjati z njim. Res je strašljivo, zares, zmešan človek. PS, to je ta človek, strašljiv človek, ki sem ga našel na spletu. Valentin Cundrič. Gospod Valentin, kako doživljate to pohvalo, ki jo je napisal ta študent, tako je? Ko smo bili na Prangerju leta 10 in je Meta Kušar, ki je poročala o meni, rekla, da je ta knjiga, če bi jo, bom rekel, očistili, se pravi, nekaj pesmi črtali in tako naprej, da bi bila knjiga stoletja. In mi je potem naslednji dan rekla urednica Mentorja, ki se dela zraven mene, je rekla, veste, včeraj sem vas pri tej izjavi gledala in niti trenili niste z očesom. Je rekla, ja, niti trenili niste z očesom. Ker tako kot sem se navadil kritiko jemati bolj z rezervo, ne, tako z rezervo pač jemljem tu pa tam kakšno pohvalo, ki je bolj redka. Sicer Boris Anovak je izjavil pred leti, ne bom zdaj ponovil, nekaj izredno pohvalnega, no, ja, in tako naprej. Ampak če te taka reč, bi rekel, tako pretrese, tako predrugači, potem tako rekoč nehaš obstajati, nehaš pisati. Ne? Se pravi, moraš se držati nekega svojega izhodišča, izhodišča in ne nasedati. Ja. Se pravi, če lahko nek koncept povzamemo, vas bralci doživljajo kot nekega, kako bi rekel, da ste
ekstravagantni, ne? Da odstopate zelo od drugih, ampak v pozitivnem smislu, ne v slabšalnem. Ja, tukaj bi omenil diplomsko delo Mihaela Breganta, za katero je dobil Prešernovo nagrado študentsko, in sicer obravnava moj prvi sonetni venec, in je v njem polno tega, kar ste rekli, ne, polno pohvalnega in podobno. Ampak, saj pravim, velik poduk sem dobil, ko mi je Janeš, Stanko Janeš, razlagal, da je nesel na slavistiko sonetni venec sonetnih vencev Janka Modra, ampak brez naslovnega lista, in to še preden je bil tiskan, ne. Ga je nesel na slavistiko in dokler ni povedal, kdo je avtor, so bila ugibanja famozna. Podtaknili so ga celo Gradniku, da bi bil Gradnik lahko avtor. Ko so pa zvedeli, kdo je avtor, so pa zamahnili z roko. Moder pa še pesnik ni. Ja, no. Ja. Pa bi vprašal gospo Magdaleno, se vam zdi vaš mož ekstravaganten? Ni res ekstravaganten, prav nič. Čisto navaden, preprost človek. Jaz pravim, kmet je kmet, tudi če ima fakulteto. Hudo pa je, če je kmet brez zemlje. Res pa je, da je stalno nad nami bil, nad mano in dekletoma, svojo slovenščino, pa dvojino, pa tako naprej, tako da smo šle skozi zelo, zelo težko šolo, no? In smo ga bile že vse 3 site. Zanimivo, ja. Ja. Zdaj, gospa Magdalena, pri vam se zdi, da je to v vašem ustvarjanju kar dosti prepleteno, to vaše družinsko življenje. Pa me zanima, je to res? Ja, Je, ne? vsaka stvar, recimo otrok številka 13, ki sem, otrok številka 13 je popolnoma avtobiografska, kako iščem svojega očeta Belgica, ne. Potem v vsakem delu je karkoli je napisanega o kakšni družini in tako naprej. Ja, v glavnem je to moje doživljanje mojih tet, predvsem, sester maminih, pa mame, mene, avtobiografskega precej. Pa še takole za na koncu bi vam postavil rad eno vprašanje, tako bolj tak globok. Mislite, da bi lahko nekdo postal pesnik ali pisatelj, če nima v sebi močnih čustev? Tako kot danes pišejo, take prozne stavke in tako naprej. Jaz v tem ne vidim nobenega čustva. In pa, ne glede na ime, te pesem je pesmi enaka. Ja, jaz mislim, da brez čustev ne gre. Ja, res. Se popolnoma Brez čustev strinjam. ne gre. Res je. In sej že sam, ko začneš pisati, recimo, da bi pisal nekaj, kar te čustveno ni nič ganilo, bo plehko izvenelo, hladno, in čustva morajo biti močna in potem se mi zdi, da je tudi delo dobro. Pa mogoče zdajle še eno bonus vprašanje. Če bi lahko dan preživela z drugim priljubljenim avtorjem, se pravi z celega sveta, ne samo na slovenskem področju, koga bi si izbrali? Z avtorjem.
Ja, pa recimo poglejmo izven Slovenije, Doris Lessing, ki je dobila Nobelovo nagrado in je umrla pred nekaj leti. Ko sem delala diplomsko nalogo, sem iz nje delala in sem ji pisala v Anglijo, da pač delam nalogo, če mi lahko nekaj vprašanj odgovori, in mi je poslala takle pok svojih knjig. In mislim, da tudi njena dela so mi všeč, ko z njo bi jaz. Ja, seveda, tebi so dali naslov diplomske naloge, knjige pa ni bilo ne v Sloveniji, ne v Ja, Jugoslaviji. in sem morala In si se obrnila na ambasado Zdaj pa v za sebe Beograd. povej. Kaj? Še za sebe S kom bi pa povejte, ti preživel? s kom bi vi preživeli. Se pravi. Jaz sem pa kar sam s seboj zadovoljen. No, tukaj pa pride tista ekstravaganca. Tako, Na dan. tako. Tako da, Sam sebe imam dost. Ja, ja, glejte, jaz se vam prav lepo zahvaljujem, da ste si vzeli čas, da sta bila današnja gostja CV intervjuja. Pa jaz upam, da se še v prihodnosti srečamo, ko bo recimo kaj novega prišlo na plano, pa da naredimo še takole kakšen intervju. Hvala. Hvala lepa tudi vama obema, da sta si tudi vidva vzela čas in prišla. Zelo lepo. Na koncu bi se pa tudi še zahvalil Kulturnemu centru Maribor, ki je tudi sponzor tega intervjuja. Ja, tudi midva se zahvaljujeva Kulturnemu centru Maribor. Mislim, da od založb, razen tiste prve pri Prešernovi družbi, kjer je bil gospod Bizjak, je bil enkraten založnik, potem pa nobeden več, ne komunikativen, ne prijazen, ta Kulturni center Maribor pa iskrena hvala. Hvala še enkrat obema.